Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes vam bom pokazala, kako se torej uredi ta domači zaslon na iOS 14, ki sem vam obljubila sploh ne vem kdaj. Tako, če vas to zanima, samo nadaljujte z gledanjem, pa boste videli. Tukaj bo zdaj se prikazal moj ekran, ki ste ga v bistvu itak že sami videli prej. To je novi Appleov zaslon, ki dejansko spremeni barvo, da pač začer je temen, podnevi je svetlen. Glavnem, kaj vam zdaj torej pokazala, kako se to naredi. Dejansko je kar proces, kako priti do tega, tako da, ja. Torej, prvo morate iti na ta shortcuts. Kaj lahko naredite je, da sam greste tukaj v App Library in napišete shortcuts in vam bo v bistvu najdlo. In zdaj vidite, kako to zgleda. Kliknete zgoraj tukaj na plusek in date sam pač add new action. In morate iti pod tale scripting, ki je v bistvu neki X narisan. Greste pod to in imate tukaj kao open app. In sam date choose in zdaj v bistvu zberete med vsemi appi, ki v bistvu imate. Tako da recimo, če bi jaz naredila recimo iMovie. Ok, greste next, da sam shortcut name, recimo iMovie. Aha, ok. Ok, to shortcut že imam narediti, tako da moram da samo... Ok. Ok, in potem samo kliknete tukaj na 3 pikice in daš samo add to home screen in lahko tukaj zdaj spremeniš sliko. Klikneš na tale znakec in spremeniš sliko, greš choose photo in... Ok. In tu sem si jaz dala naložila takratnih par fotk, vam bom dejansko pač pokazala tudi, kje sem jih najdla. In sem si izbrala, da se spomnim, za iMovie sem imela, tole, ki je v bistvu kao your name in je tale hollywoodska zvezda. Se loče za to in sem dala sam choose in imaš potem, se vam takoj spremeni fotka in daš sam add in piše added to home screen in greš sam zdaj na domači zaslon. Na domači zaslon in boste videli, da se prikaže torej iMovie. Tako dejansko je to ful hitra stvar, ki jo lahko naredite. Sicer, ja, saj traja nekaj časa, da ti to vse urediš, preden ti to vse narediš, ampak, you know, ni bad. Tako da ja, torej, zdaj, ko pa na ta app klikneš gor in se vam pokaže ta screen all shortcuts. Zdaj, to je trenutno edina pomanjkljivost tega, torej ja, lahko si teoretično urediš svoje aplikacije tako, kot hočeš, lahko imaš kakršnekoli barve, vzorec oziroma dizajn, kakorkoli, ampak vam odpre aplikacijo skozi tale shortcuts. Zdaj, to še ni 100%, ampak koliko sem jaz zbrala in ki sem gledala, naj bi naslednja posodobitev, torej 14.3, že to vsebovala, da ne bo se odpiralo vmes shortcuts. Torej, da naj bi šlo direktno, ko ti klikneš na torej ta iMovie, da bo takoj šlo na iMovie, brez da te vmes napoti na tale all shortcuts. Nisem čisto prepričana, če je to delovalo, ker žal še nimam, ker še doben nima, ampak so to govorili tisti, ki so imeli beto, oziroma ki imajo beto. Jaz sem imela beto, ampak sem jo zbrisala takoj, ko je prišla 14. ven, tako da žal ne vem. Tako da, zaenkrat vse aplikacije, ki jih jaz uporabljam, mi dejansko odpre preko to all shortcuts in sem se pač že navadila in me več ne moti, ampak ni idealno. Potem imam pa še te, ko vidite tukaj zdaj Saturday, pa pač You Are The Sun pa to. Kako to narediti? Najprej morate iti v App Store. Najprej morate iti torej v App Store in si naložiti aplikacijo Widgetsmith, ki jo imam že jaz naloženo in to je ta prva. In se vidite, zgleda tako, updatati jo moram. To je fajn, da updatate zaradi tega, ker če nijete časih aplikacij updatanih, imaš lahko kakšne druge težave. Zdaj, vidim, da imaš zdaj ene drugi, teda tudi to so ene aplikacije, ki sicer ja še nisem uporabljala, ampak znajo biti isto cool. Se vidite, pač imate zdaj že ogromno tega, vedno več. Tako da jaz bom mogoče še tudi pogledala, katere druge.
Pa če bom si spremenila kdaj ta moj izgled, vam bom javila updates, oziroma mogoče enkrat posnela celoten video, kjer bom sam urejala zaslon. Ampak ja, pač potegnete dol eno izmed teh aplikacij. Jaz vam zdaj kažem za tale Widgetsmith, tako da je to edino, kaj vam lahko potrdim, kako deluje. In spet greš poiskat tale Widgetsmith. Ga odpreš in imaš zdaj, se vidite, jaz sem zdaj naredila recimo 4. Tako da daš tukaj, imaš zdaj različne, torej imaš veliko, malo pa srednjo. Tako da za ta male imam jaz fotke pa datum. Tako da daš sam add small widget, klikneš na njega in imaš tukaj zdaj ful različnih. Aha, klikneš še tukaj zgoraj, na zgornjo stvar. In potem se vidite, zdaj imaš tu res ogromno nekih različnih, kaj lahko zbereš, kaj ne, lahko zbereš tudi fotke. Glavno imaš ogromno stvari. Zdaj tekoma ključe gor, predvidevam, da so zaklenjene in pač jih ne moreš uporabiti. Ja. Imaš pa tu potem še teme, torej imaš stil in teme. Teme so zdaj že neke, zdaj jih je ful več različnih, ko jih je bilo, ko sem jaz na zadnje gledala. In dejansko so tudi zaklenjene. In potem imaš sam customize. Torej, če si ti zdaj izbereš, ne vem, recimo dan in datum, torej 28. sobota. Klikneš sam na customize in greš potem, samo tu zbereš recimo ful različnih fontov, pač v kateri barvi, oziroma v kateri barvi, v kateri fontu želite imeti napisano. Jaz mislim, da imam New York, če se ne motim. Ja. In potem imate barve. Zdaj, barve imaš ene že vnaprej naredite, ali pa jih lahko potem tudi sam dodajaš, če se ne motim. Ja, imaš spodaj custom in izbereš. Jaz osebno imam pač navadno belo in potem background color sem si izbrala takrat pale pink, ampak zdaj po mojem sem spremenila na pastelno oranžno. Ali pa dodaš spet svojo barvo tukaj spodaj in pač lahko zbiraš katerokoli. Jaz bom vzela tole. Border color lahko imate tudi, se pravim, okoli, ampak jaz nimam nobene. Bom dala tukaj belo za foro. In pa to je to. Bom dala sam save. In daš sam na tale widget. Ok. In zdaj imam 5. Zdaj pa greš na home screen, ga pridržiš in dodaš stvar. In lahko dodaš ti zdaj widgete. In greš, pa poiščeš tale Widgetsmith. Klikneš na ta malega in ti ga bo dodalo takoj gor. Zdaj, on ti avtomatsko da zadnjo gor. Teda, če jih ti narediš, ne vem, 10 naenkrat, ti bo dalo zadnjo in potem moraš sam dati edit widget in daš tukaj, zbereš potem, ne vem, enega izmed 5, katere si ustvaril. Teda, zdaj, če jaz hočem spremeniti, pa dam na 2, bo izgledal tak. To je bil moj drugi, ki sem ga naredila. Ampak gremo zdaj nazaj na 5, da boste videli. Ok. No, in zdaj v bistvu izgleda to tak. In potem lahko greš, se izpravim spet na novo, narediš druge zadeve. Vam bom pokazala medium, kako se naredila ta to do. Ok. Greš samo... Ok. Imaš v bistvu remindere. In jaz sem sam vzela reminders in potem ti lahko označiš, katere remindere boš gledal. Torej, ali specifično listo, ali vse skupaj. Jaz imam pač specifično. Čakajte, samo sekunde. Ok. Ja, imaš tukaj zdaj list. Torej, jaz sem dala sam to do list. Temo bom obdržala tako. Ok, in tukaj bom dala customizano in bom spet naredila New York bom dala. Potem bom pa spet spremenila barvo na torej pastelno oranžno. In pa dala bom spet belo, tako da boste videli. In shranila. In zdaj ga spet dodala na ekran. Torej greš, poiščeš, lahko pač vzameš tukaj, ker ti včasih predlaga, ali pa enostavno greš do konca, poiščeš in dodaš
in zgleda tako, ampak to mislim, da mi je zdaj vrglo ta prvo, tako da samo spremenim, ja, in dam na drugo in ta je ta, ki smo ga zdaj ustvarili. Tako da ja, do tega prideš potem tak. Zdaj, če vam pokažem, kako se doda fotka, greste lahko spet na Widgetsmith in bomo dodali large widget, recimo, in bom dodala foto. Ko klikneš tukaj torej na foto, čakaj, iz časa klikneš na foto, ti spodaj napiše selected photo in greš na to, zbereš fotko iz galerije, recimo, da zberem recimo tole, whatever. Tema bom dala za foro candy theme. Ja, in je to, shraniš in dodaš na zaslon. Ta veliko smo rekli. In zdaj mi je spet pokazala tisto, ko sem že imela narediti, da sem klikneš gor in spremeniš na dvojko. In zdaj izgleda tako. Teda s tem si ti lahko customizaš glih, kaj hočeš, lahko dodaš karkoli. Kje pa jaz slike najdem, pa so v bistvu na Pinterestu. Torej grem na Pinterest in samo poiščeš fotke. To bi lahko recimo bilo za denarnico ali pa kaj takega. Če se spomnim, kaj sem jaz napisala. That's what I look for. Torej Paris aesthetic, whatever. In tu imaš zdaj pol, ne vem, od Pariza fotke in če hočeš lahko to dodaš. Zdaj lahko slike shraniš, ene, ki ne morejo shraniti, jaz enostavno sam screenshotam, grem na njih, jih potem obrežem, kakor jih pač hočem. In sem potem to dodala kot spet en izmed shortcutov. Teda zdaj recimo, če bi šli, pa bi popravili tale shortcut, greš na iMovie, sam daš add to home screen, moraš zbrati drugo fotko, in samo dodaš na home screen, tole zbrišeš in imaš iMovie za drugo fotko. Tako da ja. V bistvu ni nič kaj ful težkega, meni se zdi, da je vse dokaj razumljivo, oziroma da pač ti rata, sam je treba zapraviti kar nekaj časa. Jaz osebno sem to delala, mislim, da skupaj več kot 5 ur. Zato tega sem iskala slike, urejala sem, kaj hočem imeti, kjere aplikacije hočem imeti in vse to. Teda je zelo kar nekaj časa. Bomo pa videli, kako bo zdaj z novimi posodobitvami. Če se bo kaj spremenilo, pa če bo kaj lažje, težje, vam bom makar naredila še novi video, updatean, kako se bo potem naredilo ali kaj tajega. Če imate še kakršnokoli drugo vprašanje, pa ga lahko napišete spodaj. In je to. Ok. Kako sem bila. Ok. Hvala, da ste gledali ta video. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, ga ne pozabite lajkati, pozabite se naročiti. Pa followte me na Instagramu, pa spodaj mi napišite, kjere videe bi radi videli, o čem bi radi videli in vse to. Adijo!